Dober večer. Nocoj sem z vami Beti Tomsič, gostja tokratnega srečanja v priredbi SKGZ-ja in Združenja Darko Bratina. Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije bo evropska poslanka, nekdanja predsednica stranke Nova Slovenija in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak. Dober večer, gospa Novak. Dober večer, lepo pozdravljeni, sem vesela, da se spet vidimo čez mejo. Tako je, čeprav telematsko ste spet med Slovenci v Italiji. Tako. In upam, da bo zanimiv večer, ko si bomo izmenjali mnenja o naši 30-letnici. Tako, začnimo takoj s spomini. Kateri spomini vas vežejo na razglasitev samostojnosti Slovenije in nasploh na tisto obdobje? Ja, v tistem obdobju nisem bila še aktivna političarka, seveda me je politika in stanje v naši državi zelo zanimalo. Ravno v tem času oziroma aprila sem rodila svojo tretjo hčerko, zato je bilo moje življenje takrat bolj povezano z družino, z otroki. No, potem, ko so se stvari hitro odvijale in ko je bila razglašena končno slovenska država, sem tudi sama bila na proslavi, ne v Ljubljani, ampak v Moravčah, ker nisem mogla takrat še v Ljubljano. Nisem verjela, da se v resnici lahko kaj zgodi, da bomo v resnici doživeli nek napad, v to nisem verjela. Prepričana sem bila, da smo se prav odločili, vesela sem bila tega. No, naslednji dan se je zgodilo, da se je začela vojna. Takrat pa sem bila v precejšnjem strahu za vse moje tri zelo majhne otroke, 4 leta, 2 leti in dojenčico sem imela. In v tistem času junija smo se pripravljali tudi na krst, potem so bile ceste zaprte, bombni napadi in takrat smo to vse odpovedali. Z domačega praga smo videli bombardiranje Krvavca, oddajnika v Domžalah. Otroci so jokali, ko je letalo prebilo zvočni zid. Poslušali smo poročila in upali v najboljše. Skratka, bili so kar tako malo stresni časi. Pa hvala Bogu, da je to trajalo samo 10 dni. No, kaj je vam osebno pomenilo potem, ko je vse to minilo, doživeti samostojno Slovenijo? Veliko veselje. Prej pravimo, da smo Slovenci tisočletja sanjali o tem, kar se nam je potem zgodilo. Res veselje, zadovoljstvo, da smo to dosegli in da bomo lahko vzpostavili demokratični sistem, demokratične institucije, da ideološka vprašanja ali pa delitve ne bodo več tako pomembne, da bomo vsi enakopravni člani naše države, kajti v preteklosti smo pač nekateri bili bolj na stranskem tirju, drugi bolj v ospredju. Tako da sem verjela v to, da lahko naša država zaživi s polnimi pljuči, z obema krili pljuč, kot pravijo, in da bo šlo samo na bolje. V to smo vsi verjeli, zato smo se tudi tako odločili. No, vi na Slovenijo gledate iz posebnega gledišča, ste njena državljanka, politična predstavnica, dolgo ste bili na čelu parlamentarne stranke, bili ste ministrica in evropska poslanka. Kako se je razvila, po vašem mnenju, Slovenija v teh 30 letih? Se je zgodilo to, kar ste si vi predstavljali, ta enakopravnost, ta demokratični sistem v dobrem in v slabem, po vašem mnenju? Vsekakor smo lahko vsi skupaj hvaležni za to, da imamo samostojno državo, da smo tudi člani Evropske unije. Seveda, takrat smo si predstavljali, da se bo cedila samo med in mleko, ampak pri razvoju neke države seveda prihaja do različnih težav, nasprotovanj. Mi smo sorazmerno mlada demokracija, zato je bilo potrebno ta demokratični sistem, demokratične inštitucije šele zgraditi in tudi demokratičen način ravnanja in odločanja. Seveda
Imamo določene probleme, to vsi vemo, slovenska družba na nek način je ideološko razdeljena, pa vendarle večina državljanov si pa želi živeti v tej lepi domovini na čim mirnejši način. Tako da prednosti je zagotovo veliko več, so pa seveda tudi pomanjkljivosti in vedno upamo, da bomo jih sčasoma zmanjševali, če ne popolnoma odpravili. No, na eno od teh pomanjkljivosti ste s prstom pokazali skupaj s slovenskimi evropskimi poslanci Tanjo Fajon, Milanom Brglezom in Francom Bogovičem v pismu predsedniku Borutu Pahorju, v katerem ste izrazili zaskrbljenost nad, citiram, psihosocialno situacijo ter splošnim družbenim ozračjem v Sloveniji. Prosili ste predsednika, da svojo avtoriteto, ki mu jo daje ustava, naredi vse za umiritev situacije. Zakaj ste se odločili za ta politično-transverzalni poziv predsedniku in kako ocenjujete njegov odgovor? Kako ste si predstavljali, da bo postopal in kako mislite, da bo posegel v to, kar iz našega gledišča zgleda zelo razgreto slovensko socialno debatiranje? Seveda pandemija je v družbi svoje naredila. Ljudje so bolj zaprti, so omejitve, prepovedi, nekateri so izgubili službe, se znašli v težkem položaju, niso mogoča potovanja, kot bi radi in tako naprej. Vsi to poznamo in zato se te napetosti, torej so delno povzročene tudi zaradi pandemije, delno pa tudi zaradi političnih nesoglasij, nestrinjanj, tako da menim, da je pandemija pa to še okrepila. Tako da se je povečalo število ljudi z različnimi problemi, tako na socialnem področju, kakor tudi na psihičnem področju, tudi število samomorov, že tako smo v Sloveniji na vrhu lestvice, tudi to število se je povečalo, mladih ima več težav tudi zaradi te zaprtosti. Potem pa seveda ljudje tudi niso, eni so zadovoljni s to vlado, drugi niso, marsikaj pripisujejo, vladi pa ni kriva, marsikaj pozabljajo, pa je vlada dobro naredila. Tako da vse to stopnjuje neke napetosti. Seveda država, tako kot vsa Evropa in ves svet, se je znašel v težki situaciji, tako da tudi za vlado zagotovo je težko. So pa seveda tudi posamezne poteze, s katerimi se državljani ne strinjajo, protestirajo. Na drugi strani imamo ljudi, ki pa so zadovoljni, tako da se med samimi državljani včasih spodbudi ta dvoboj. Potem tudi socialna omrežja naredijo svoje, kajti tam ljudje izražajo tudi veliko nestrpnosti, veliko opravljajo, napadajo in tako naprej. In vse to pripomore slabšemu psihosocialnemu stanju v državi. No, sama sem sopodpisala to pismo, predlog je dal dr. Milan Brglez, kolega v Evropskem parlamentu. Nekateri smo se pač temu pridružili, kajti tudi sama sem predhodno že pisala nekaj podobnega, ko je prišlo do uskronitve različnih spomenikov, tako na sakralnih stavbah, na spomenikih NOB, na muslimanskih spomenikih. Vse to odraža to napetost v družbi, ki jo nekateri še spodbujajo, nekatere pa to tudi zelo plaši oziroma se bojijo, da bo šla stvar predaleč. No, in tako je to pismo izraža to stanje in nek poziv predsedniku države kot najvišji avtoriteti, da naj odločno zastavi svoj glas, pomiri ljudi in če politika oziroma določeni akterji delajo kaj narobe, naj tudi glasno pove. Seveda ni naloga predsednika države, da bo na vsako stvar reagiral, pa vendarle ljudje pričakujejo, da predsednik države kot neka moralna avtoriteta odločno se postavi na stran resnice, pravice, da se zavzema za mir, za medsebojno spoštovanje. Skratka, vse to se pričakuje od predsednika države.
Seveda nima čarobne palice, da bi lahko kar takoj vse pomiril. Priznavam tudi, da je nekajkrat posegel v dogajanje, ampak za nekatere preveč, za druge pa premalo. No, on vam je odgovoril preko Twitterja, s tem, da je citiral nek članek. Kako ste ocenili njegov odgovor in nasploh njegovo držo v vsem tem času? Ja, kot sem že dejala, nikoli ne moreš vsem ustreči in tudi predsednik države vsem ne ustreže, ne more. Gotovo je pač na njegov način odgovoril. Se pravi, nekateri so s tem zadovoljni, ne, jaz si tudi osebno želim, da bi odločno zastavil svojo besedo in bolj pomiril strasti, ki se vnemajo. No, pandemijo ste omenili, seveda nikakor ni mogoče, da bi obšli to temo. Kako ocenjujete sposobnost Slovenije, da se sooči s tem izzivom? Vi ste evropska poslanka, Bruselj je vaše, kako bi rekla, delovno mesto v tem trenutku. Videli ste, kako se je s tem spoprijela Evropa in tudi posamezne države. Torej, vaša ocena iz tega gledišča glede Slovenije in kot države in kot družbe. Kako mislite, da ste se odzvali na ta epohalni izziv? V prvi fazi se je Slovenija sorazmerno dobro odzvala in takrat je bilo tudi malo okužb. Res pa je, da smo bili tudi mi nepripravljeni na takšno pandemijo, tako kot večina drugih držav. Nihče ni imel dovolj tega, ne mask, ne respiratorjev, skratka, lovili smo se, kako bi to čim prej dobili. To je bila neka tekma s časom, tudi neka panika med ljudmi, države so bile dokaj sebične, ampak na koncu nam je le uspelo in prvi val smo dobro zajezili s strogimi ukrepi. Morda nas je to po svoje tudi ne uspavalo, ampak morda smo menili, saj to pa lahko zapremo državo, pa potem je vse v redu. No, in v drugi fazi se je pa potem pokazalo, da je morda poleti smo imeli malo preveč svobode, da se je ta virus širil tudi v času počitnic, dopustov na nekaterih mestih. Ljudje so prihajali iz vse Evrope, z nekaterih sosednjih držav. Mogoče smo tudi malo prepozno reagirali in zato smo posledično imeli tudi precejšnje težave. Najbolj so to čutili starejši, zato tudi smrtnost je bila največja med starejšimi, kajti mnogo ljudi živi v domovih za ostarele in tam je bilo manj prostora, ker se v preteklih letih v to ni dovolj vlagalo. Populacija starejših se pa tudi v Sloveniji nenehno povečuje, zato potrebujemo vedno več kapacitet za boljše življenjske pogoje. No, potem tudi mladi so bili precej nezadovoljni, kajti zaprli smo šole, fakultete, srednje šole, tako da mladi so doživljali precejšnjo stisko, kljub temu, da so lahko preko interneta, večina je lahko sodelovala, to smo se potem vsi skupaj bolj intenzivno učili uporabljati vse te sodobne medije, seveda pa nimajo vsi enakih pogojev. Tako da tukaj je bilo tudi nekaj težav. No, potem zaprt je bil turizem, gospodarstvo v precejšnji meri. Država oziroma vlada je tukaj kar precej spodbud dajala, pomoči za delo, torej čakanje na delo, za razne socialne zadeve, tako da je bila država proaktivna. Največji očitek strani državljanov je pa bil, da se ti ukrepi prehitro spreminjajo, da včasih niso naprej napovedani. Ko se je situacija spreminjala, so tudi enkrat smo odpirali, zapirali, tukaj je bilo največ nezadovoljstva. Seveda pa so se s podobnimi težavami srečevali tudi v drugih državah, nekje so bili morda bolj uspešni, nekje pa tudi manj. Tudi v Belgiji je bilo nekaj časa grozno,
primanjkovalo je prostora v bolnišnici, ljudi so vozili čez mejo, Nemčija je sprejela veliko bolnikov iz drugih držav in tako naprej. Tako da tukaj ni bilo Slovenija nič posebnega. Menim, da so se tako strokovnjaki kot vlada trudila, včasih so bili neusklajeni, zato je bilo včasih tudi več nezadovoljstva. Kot Evropska unija, prav tako v začetku je bil to šok, nepripravljeni, meje so se zapirale, potem je pa tako Evropska komisija začela intenzivno delati na problemih, ki jih pač ona lahko rešuje, proaktivno so pristopili k dobavi različnih sanitetnega materiala oziroma to, kar potrebujemo, in pa predvsem k financiranju raziskav za cepiva. Tukaj je Evropska unija vnaprej financirala te veliko raziskav, zato smo tudi v tako kratkem času lahko dobili več vrst cepiva. Seveda potem se je zapletlo pri razdeljevanju teh cepiv, ker se proizvajalci cepiv so rekli, da je proizvodnja teh cepiv zelo zahtevna, da včasih niso imeli komponent, niso imeli zadosti zmogljivosti, najbrž so pa tudi kaj preko teh pogodb dajali tistim, ki so več plačali za cepiva. Kajti Evropska unija je sklenila pogodbe za primerne cene, vnaprej je bila cena določena, tudi dobava, in tukaj pa je prihajalo do težav in zapletov. Tako da lahko rečemo, da vsej tej zmešnjavi je bilo nekaj dobrega, veliko pa tudi pomanjkljivosti, kajti tudi sami strokovnjaki si marsičem niso bili enotni. No, zdaj upamo, da s tem cepilnim listom oziroma certifikatom, da se bodo meje bolj odprle, da bomo lahko lažje dokazovali, kakšen je naš status glede covida. Jaz to pozdravljam, smo tudi podprli, da se to v Evropi čim prej sprejme. Upajmo, da bomo sredi junija vendarle to lahko že uporabljali. Seveda tisti, ki pa se ne želijo cepiti, pa tudi pritiskajo, češ, da to ni svobodna volja, da hočemo nekomu vzeti svobodo, da se prisiljujem ljudi, da se cepijo in tako naprej. Ampak v situaciji, kakršni smo, menim, da bo ta certifikat koristen. No, storiva korak nazaj, zapiranje meja in to jemanje odločitev z dneva v dan, ta neusklajenost v bistvu med državami je problem med Italijo in Slovenijo, ki ga mi zelo močno občutimo, naprimer, ampak izgleda, da je to širši problem v Evropi. Kaj se o tem govori v Bruslju, kaj pa vi mislite o tem? In v Sloveniji je ta problem občuten, ljudje se tudi s tem ukvarjajo, se zavedajo tega ali so bolj koncentrirani na druge tematike? Ne, v Sloveniji je seveda to zelo aktualna, najbolj aktualna tema. Res je, da so evropske države pri tem precej neusklajene, ker imajo tudi različne ureditve. Ponekod bolj odloča vlada, ponekod strokovne skupine in vlada nima takšne besede. Zdravstvo samo je tudi v pristojnosti držav članic in ne v pristojnosti Evropske unije. Evropska unija je samo tista krovna skupnost, ki v določenih trenutkih vstopa, pomaga, organizira, financira, če tako rečem, medtem ko vse izvedba in vse to je pa v rokah držav članic. Tukaj je pa zelo odvisno, kakšne zdravstvene sisteme ima katera država, kako so bili pripravljeni, kako so se organizirali, nekje bolj, nekje pa slabše. Skratka, evropske inštitucije, kljub temu, da smo omejeni, da smo delali pretežno online, ampak vendarle so se intenzivno sprejemale dokumenti, če tako rečem, ali pa zakonodaja, vse, kar je bilo potrebno, da so potem imele države na razpolago tako finančna sredstva za okrevanje, za različne pomoči, za čakanje na delo, za nabavo materiala. Skratka, tudi sprejet je bil večletni finančni okvir. Brez te krize, po moje, bi se dalj časa sprejemal.
imamo sklad za okrevanje, veliko finančnih sredstev. Skratka, na vseh področjih se je intenzivno delalo znotraj Evropske unije in evropskih inštitucij zagotovo, da bi naredili vse, da bi to krizo olajšali ali pa da bi čim bolje išli iz nje. No, predsednica komisije von der Leyen je večkrat zaprosila države, naj se vendarle uskladijo, kar se tiče vsaj prehajanja meja, ali vsaj, da pač eni ne samostojno zapirajo, drugi pustijo odprto. Skratka, da se najde neki skupni evropski glas, kar se tiče prav meja. To je ostalo več ali manj neuslišano. Po vašem mnenju bomo v bodoče bolj pridni evropski, kako bi rekla, člani Evropske unije? Ja, Evropska unija je takoj začela opozarjati, da smo tako odvisni drug od drugega, da ljudje toliko prehajajo iz ene države v drugo, da vendarle ne moremo zapirati meja. V začetku se je celo za transport so se meje zapirale, potem je vendarle tudi na podlagi pozivov evropskih inštitucij so vendarle prišlo do večjega odpiranja. Kar se pa tiče prehajanja ljudi, pa sem tudi sama nezadovoljna s tem, kajti menim, da bi dejansko morali biti ukrepi bolj usklajeni. Res pa je, da v nekaterih državah je enkrat slabša situacija, v drugih pa drugič, ne. In vsi ti testi, ki jih moramo narediti, tudi jaz, ko grem gor bom spet, ko bom šla dol, morala delati različno število dni v karantenih in podobno, vse to je slabo. Tudi sama sem v razpravi v svojem odboru, ki pokriva tudi zdravje, dejala, da tudi na podlagi cepiv so tako različne odločitve. V Sloveniji smo tudi ustavili cepljenje z AstraZeneco za nekaj časa, ko so izbruhnile pač da ni zdravo in tako naprej, dokler ni EMA ponovno odločala. Potem so rekli, da je v redu, da je cepivo ravno tako varno, smo začeli cepiti, so na Danskem prenehali cepiti z tem cepivom in so ljudje bili zmedeni. Zakaj pa pri nas ja, zakaj pa v drugi državi ne? Torej, teh stvari je dejansko bilo preveč različnih in ljudi je to vznemirjalo, razdvajalo, bili so negotovi in tudi zaradi tega se marsikdo ni želel cepiti in se še vedno noče. No, vse ukrepi so verjetno sorazmerni s težavami, ki jih ima vsaka država in potreba po zagotavljanju neke varnosti, pa smo bili vsi doma zaprti kar nekaj časa. Ta neusklajenost je verjetno eden glavnih problemov, na katere s prstom kaže prav pandemija, pa ne samo, kar se meja tiče, ampak tudi, kot ste sami rekli, cepilne strategije. Recimo, Evropski centralni sistem nakupovanja in nepremostljive težave, v tem primeru so že nepremostljive, z dobavo angleškega cepiva, to je AstraZeneca, na katerega so zaradi cene stavile večina vzhodnih evropskih držav in evropski solidarnostni mehanizem prav v tem slučaju. Po vašem mnenju, kako se je stara celina kot celota odzvala na to obdobje korona časa, ko nas je znanost že opremila s potrebnim orožjem, da vse to spravimo v nek red, ampak potem se pa vse skupaj spet nekako zgublja zaradi nekih partikularizmov? Ja, tudi v mojem odboru smo imeli zaslišanje predstavnikov teh farmacevtskih družb, ki proizvajajo cepiva in so nekako dejali tako, da je znanost prehitela izdelovalce teh cepiv, da enostavno niso bili sposobni v tako kratkem času proizvesti tako velikega števila cepiv. To je ena zgodba. Druga zgodba je pa tudi ta, da so po vsej verjetnosti, tako se zdi, torej prodajali mimo Evropske unije tudi državam, ki so pač dale več ali pa bolje plačale, tako da proizvodnja cepiva je tudi svojevrsten posel, to vsi vemo. Seveda je tudi Evropska komisija potem zaostrila odnose še posebej z AstraZeneco, ki ni
dobavljala takšnih količin, kot so bile napovedane, za katere smo se sporazumeli, in zato je tudi napovedala tožbo proti tej družbi. In v prihodnje vprašanje, koliko bomo cepiv tudi dobavljali od teh proizvajalcev. Skratka, od težav zaradi premajhnih zmogljivosti do nedorečenosti v pogodbah, do raznih stranpoti se je dogajalo. Menim pa, da postopoma bomo vendarle imeli v Evropski uniji dovolj cepiva, da bo pa pomembno, da bomo solidarni z drugimi državami, z drugimi kontinenti, kajti vemo, da mi nismo osamljen otok, da če pandemije se ne bomo znebili, dokler ne bo pandemija prenehala po celem svetu. In zato bo ta solidarnost z drugimi v naslednji fazi prav tako pomembna. Sicer pa vemo, da prihajajo novi sevi, da se bo treba še večkrat cepiti. Nekateri pravijo, da bo ta ples trajal tudi do 5 let. Ne vemo, skratka, morali se bomo pač temu prilagoditi. Nekatere stvari v življenju spremeniti, bojo drugačne, kot so bile prej. Upajmo pa, da bomo čim bolje iz tega seveda išli in čim prej. Ampak brez solidarnosti do preostalega sveta pa se ne bomo rešili. Mogoče tudi bolj enotni med nami kot Unija, verjetno. Ja, kot Unija, to je izredno pomembno. Morda se premalo zavedamo, ker v tej združbi 27 držav je tudi precej egoizma. Premalo pa se zavedamo, da pravzaprav samo skupaj smo lahko močni in konkurenčni in lahko tekmujemo s preostalim svetom, s preostalimi velikimi igralci. Vemo, da imamo na eni strani Rusijo, ZDA, Kitajsko in še druge akterje, ki tudi Evropi ne želijo vedno vse najboljše, ker pač smo tekmeci. In zato je še kako pomembno, da je Evropa drži skupaj, da je močnejša tudi nasproti vsem tem akterjem, kadar delujemo enotno in povezano. Vemo pa, da je sedaj tudi takšen čas, ko je veliko več nacionalizma, veliko več skrajnežev se pojavlja, populizma, vse to pa nam seveda škoduje in tako je tudi včasih evropska enotnost ogrožena prav zaradi takšnih ljudi oziroma takšnih teženj. No, kako vi ocenjujete te podskupine, ki nastajajo znotraj Unije, naprimer, mislim, da se zdaj v Višegrajski skupini reče C5, kateri je del tudi Slovenija. Je to nekaj, kar deluje rušilno ali nekaj, kar pripomore k večjemu razumevanju znotraj naše Unije? Ja, glejte, če se zavezniki iščejo za to, da bodo lažje nasprotovali jedrnim državam ali pa glavnim odločitvam ali pa vladavini prava, potem to ni dobro. Če se države prostovoljno povezujejo za to, da bojo lažje, bolje delovali, je to dobro. Nikakor pa ne smejo prevladati in pa zmagovati ekstremizmi, protimigrantska politika, ampak neka zdrava, normalna, zakonita migrantska politika in tudi to se pravi vladavina prava, izredno pomembna za Evropsko unijo, kaj če ne bo zmagovala vladavina prava, potem bomo dejansko prišlo do velikih težav znotraj Evropske unije. Tako da ta grupiranja na slabih temeljih so slaba. Seveda, spet bom rekla, tudi zunanje pobude so in pa na žalost tudi nekaj avtoritarnih voditeljev, ki so podlegli k tem skušnjavam. No, imamo še nekaj časa za še nekaj vprašanj. Bi vas rada kar povabila spet v naše kraje. Počasi se vendarle rešuje problem vračanja Narodnega doma v Trstu.
Trgovski dom v Gorici, sedaj vas sprašujem kot nekdanjo ministrico za Slovence v zamejstvu po svetu. V Gorici se je na Korzo v osrčje mesta končno naselila knjižnica Damirja Fajgla. Na tej strani meje postajamo Slovenci vse bolj vidni, v Matici pa komaj, da vedo, da se Udine v slovenščini imenuje Videm. Vi ste bili ministrica. Kdo tukaj zgreši? Manjšina, ker je premalo prisotna v slovenskem medijskem prostoru, ali Matica, ki nas ima za, dovolite, da zdaj bom res malo pretiravala, ampak samo za neko simpatično skupino slovensko govorečih ljudi izven meja? No, tega jaz ne bi rekla, ker ne nazadnje Slovenija se zaveda svojih narodnih skupnosti izven matične domovine, tudi skuša vsestransko podpirati vaša delovanja, ohranjanje, tako da tudi to, da imamo pristojnega ministra, trenutno ministrico, da se tudi določena sredstva namenjajo, vprašanje, če dovolj, ampak vendarle. Tako da jaz sem bila vedno ponosna na vas, Slovence, izven matične države v zamejstvu. No, pri nekaterih ta izraz ni priljubljen, zamejstvo je pa enostaven, ali pa lažje reči z eno besedo to poimenovati, kakorkoli ni mišljeno slabšalno, ampak vedno sem bila ponosna na vas, ki ohranjate jezik, kulturo, se trudite na vse možne načine. Vesela sem tudi, da bo vrnjen Narodni dom, da bo tudi Gorica in Nova Gorica, da bo ta skupaj evropska prestolnica kulture. Seveda pa je od slovenskih državljanov je pa odvisno, koliko se za te stvari tudi zanimajo. Veste, nekateri se ne zanimajo niti za svoje sosede, ne zanimajo se niti za situacijo v državi, veliko se jih niti za politiko, tako da gre tudi za neke vrste razgledanost ali pa simpatijo do slovenstva, do vseh, ki živijo izven naših meja. Tako da tisti, ki so domoljubi, tisti, ki cenijo ta vaš trud, vaša prizadevanja za ohranjanje slovenstva, tisti vas imamo radi. Kdor se pa tudi za Slovenijo kaj dosti ne zanima znotraj Slovenije, pa pač mu je težko povedati, kdo živi izven meja in kakšni ljudje. No, poglejmo še, spet se malo vrnimo v Bruselj. Vi sedite tudi v Komisiji Evropskega parlamenta za promet in turizem. Kakšno poletje je pred nami? Ja, no, tudi sprejemamo strategijo, trajnostno strategijo za turizem, ki bo malo, ta strategija napoveduje malo drugače prihodnost turizma, kot smo ga bili vajeni. V ospredje postavlja turizem, ki je povezan s trajnostnim razvojem. Torej, da na eni strani zmanjšamo cestni promet, da se preusmerimo, torej, da čim več potujemo z vlaki, da čim več uporabljamo bližnje destinacije turistične, da raziskujemo tudi svojo domovino, pa sosednje države, pa evropske države. Slovenci lansko leto nekateri so odkrili, kako je Slovenija lepa, pa ne samo glavna mesta ali pa večja, ampak so šli tudi drugam, ker so porabljali te turistične bone in naenkrat so ugotovili, da je tudi lepo doma preživeti dopust. Potem trajnostna strategija za turizem tudi napoveduje, da je dobro, če čim več doma pridelane hrane oziroma čim bliže pridelane hrane uporabljamo in da tudi na ta način spodbujamo tudi lokalne ponudnike, ne pa vse tisto, kar je zapakirano, pripeljano ne vem koliko, 100 kilometrov od ne vem kod. Torej, je takšna strategija za trajnostni turizem, ki izhaja tudi iz zelenega dogovora in iz vseh naših prizadevanj za zmanjšanje ogljikovih izpustov. Veste, da smo si zadali cilj do leta 2030 zmanjšati izpuste do 50 ali 55% in pa do leta 2050, da vzpostavimo brezogljično družbo. To pomeni, da toliko CO2, kot ga proizvedemo,
ga hkrati tudi porabimo oziroma gozdovi predelajo in tako naprej. Tako da dela imamo še kar veliko, masovni turizem nekaj časa najbrž, da ne bo mogoč, lahko pa iščemo različne načine in vendarle doživimo veliko lepega tudi v naravi ali pa v mirnejših destinacijah, ali pa da se turisti bolj razkropijo po ozemlju in da pogledamo tudi k vam čez mejo, kajti tudi pri vas je veliko, veliko lepega in zanimivega. No, na koncu, preden bomo prepustili besedo ostalim za še katero vprašanje, še lahkotnejša tema. Vi ste februarja meseca izrinili iz vrha lestvice priljubljenosti med Slovenci samega predsednika Pahorja, ki je tam nemoteno kraljeval skoraj 2 leti. Kako vam je to uspelo? Jaz nimam posebnih zaslug za to, ves čas delam, govorim to, kar mislim, da je dobro in prav, enim je všeč, enim ni. Tako kot predsednik, tako da na enih lestvicah jaz vodim, na drugih lestvicah vodi trenutni minister za zdravstvo Poklukar, ki opravlja zelo zahtevno funkcijo. No, jaz sem v slovenski politiki že 20 let, pravim, da v tem času so me ljudje tudi spoznali, kaj zastopam, kdo sem, katere so moje vrednote, in verjetno je tudi ta dolgotrajna prisotnost nekaj naredila. Ampak, če sem na lestvici prva ali pa zadnja, ali pa me sploh ni gor, jaz se trudim enako delati po svojih najboljših močeh. Pa boste kandidirali na predsedniških volitvah? Ja, to me mnogi sprašujejo, mnogi nagovarjajo, sama tega nimam v načrtu, sem pa rekla, da je še dovolj časa, da ne bom prehitro rekla ne, da slučajno ne bi potem kaj bilo drugače, ampak mislim, da bo kar veliko kandidatov, glede na to, da aktualni predsednik ne more več kandidirati. In jaz upam, da bomo izbrali najboljšega, pa po možnosti, da bomo dobili tudi enkrat žensko predsednico, ker je pa do sedaj še ni bilo. V redu, zdaj so na vrsti vprašanja ostalih soudeleženih pri tem večeru. Če želite, dovolj dvig roke preko Zooma ali pa svoje vprašanje vtipkajte pod video na Facebook strani in ga bomo mi posredovali gospe Novak. Ja, bi kar jaz prva spregovorila, če lahko. Seveda, predsednica SKGZ-ja Ksenija Dobrila. Tako, jaz bi najprej močno podprla zadnjo misel, ki jo je gospa Ljudmila Novak povedala v zvezi z žensko predsednico. Mislim, da bi bila to ena lep precedens, tako en lep pokazatelj demokratizacije nasploh družbe. In tako, mislim, da ker jo poznamo kot zelo prodorno ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, naredila je na vse nas velik vtis, pa tudi zelo dobro predsednico Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu, našo zaveznico. Mislim, da bi tako kar navijali za to opcijo. Vprašanje je pa to, recimo, kar dve bi postavila, če lahko. Iz zamejstva gledamo z veliko zaskrbljenostjo na to ideološko razdeljenost, ki vlada v Sloveniji, in zato smo cenili tudi poziv za pomiritev družbenega stanja. Sprašujemo se, kako to, da je toliko takih ekstremističnih pozicij in toliko vrenja, potem ko pa pride do volilnih preizkušenj, je volilna udeležba tako nizka. Zakaj? Čemu? Ne razumemo teh dinamik z našega prizorišča. To je prvo vprašanje. Drugo pa tako, glede na vaše izkušnje tudi z različnimi zamejstvi, dajmo jih tako poimenovati, da je bolj preprosto in lahko.
Se vam ne zdi, da Slovenija, glede na število svoje populacije, glede na število Slovencev, kar nas je, da bi morala, pravzaprav, da je že skrajni čas, da izdela neko zelo dobro strategijo za ohranjanje slovenstva, slovenstva nasploh. Kajti za dvomilijonski narod se nam zdi pomembno ohraniti čisto vsakega Slovenca in pravzaprav pridobivati tudi nove preko procesa deasimilacije ali pa pridobivati nasploh nove pripadnike, ki bodo se naučili jezika in kulture, potem pa naj se po duši čutijo karkoli. Meni se zdi, da bi to morala biti ena taka modra poteza politikov. In se to da ne samo preko kulture, podpiranja kulture in izobrazbe, ampak tudi preko gospodarstva. Moram reči, da je Jugoslavija v vseh letih veliko naredila na tem področju. Seveda je bilo narejeno veliko napak, ampak če ne bi Jugoslavija veliko investirala v te naše kraje takrat, glede na strašno stanje, ki je bilo od začetka fašizma dalje v 20. stoletju, pa še v povojnem času, pravzaprav Benečiji se je to strahovladje zaključilo nekje v 90. letih. Nas ne bi bilo več. In glede na denataliteto, na beg mladih, se bojimo tudi za bodočnost, prav bivanjsko bodočnost slovenstva v teh naših krajih. Ja, hvala za vaša vprašanja, pa bom z drugim začela. No, na žalost se tudi mi v Sloveniji bojimo, da nam bo zmanjkalo mladih oziroma rodnost v Sloveniji je zelo nizka. Na žalost tudi veliko izobražene mladine odhaja v tujino, ker pač imajo morda včasih boljše zaposlitvene možnosti. Saj veste, da izobražene ljudi mnoge države z veseljem sprejmejo, ne? In tako da veliko mladih Slovencev, slovenskih družin odhaja v tujino in to tudi nas skrbi. Na drugi strani Slovenci nismo tako zelo navdušeni nad tujci. V času prejšnje države Jugoslavije je sicer k nam prihajalo veliko ljudi iz drugih jugoslovanskih republik in takrat nekako saj smo imeli včasih pomisleke ali pa odpor, ampak vendarle smo jih sprejemali kot del skupne države. Medtem ko splošna naklonjenost do drugih narodnosti ali pa do drugih pa v Sloveniji ni tako zelo velika, ne? Tudi ta strah pred migranti. Pa jih imamo, seveda saj tudi v gospodarstvu določene poklice potrebujejo, ker jih imamo v Sloveniji premalo in to cela Evropa podela. Samo nekateri izbirajo tiste, ki jih potrebujejo, ne, visoko izobražene, mi pa ponavadi nam primanjkuje manj izobraženih, pa tiste sprejemamo. Ja, nimamo prave strategije tako za povečanje rodnosti, ohranjanje, asimilacije, vsega tega nimamo. Ker na koncu za azil v Sloveniji zelo sorazmerno malo zaprosi, ker hočejo vsi bolj na zahod, bolj v Nemčijo, ne. Hkrati pa tudi se nekako bojimo tujcev na nek način. Tako da tukaj ima Slovenija še kar nekaj težav, kako vendarle pomladiti svoj narod, pa na primeren način, da se ne izgubi jezik, kultura, da ohranimo to, kar je naše bogastvo, ne da bi bili diskriminatorni do drugih, pa vendarle na primeren način vključevati, asimilirati tudi tiste, ki prihajajo od drugod. No, in če je že v matični državi tako malo manj spodbudno stanje, verjamem, da toliko boljše pri vas, ki ste pa drugim procesom močno izpostavljeni. Zato ne vem, če ima Slovenija kot država kako posebno strategijo prav za svoje narodnostne skupnosti izven svojih meja.
Mislim, da boste se morali tukaj še bolj opreti nase in v sodelovanju ali pa v dogovoru, v pritisku ali ne vem na kakšen način z matično državo se bo lahko kaj premaknilo naprej. To je moje gledanje. Ni pa to nujno. Jaz sem tudi, ne vem, če v zadnjem času poznam najnovejšo situacijo, a ne. Potem ste govorili, zakaj nizka udeležba v Sloveniji na volitvah. Ja, sej to je problem. Ljudje, ko gledajo te prepire v parlamentu, ta ideološki boj, mnogi tega nočejo več gledati, nočejo sodelovati, izgubijo upanje, da lahko kaj spremenijo in zato raje ostanejo doma. Tudi neke vrste medijska propaganda in se ljudje prav ne znajdejo, kaj je pravzaprav res, kaj je manipulacija, kaj je laž, kdo ima prav, kdo manipulira. Tega razlikovanja menim, da je v Sloveniji premalo. Tudi sama se velikokrat jezim, pa kako ljudje tega in tega ne vidijo, kako lahko tega in tega podpirajo, če je pa takšen in takšen, a ne. Ja, in potem tisti, ki ima trdno volilno bazo, tisti gredo na volitve, tisti, ki pa jim je politika nekako postala grda, še bolj grda, tisti pa potem ostanejo doma. Torej, tukaj nam še manjka tiste zavesti, da največ lahko spremenimo z volitvami. Tega je v Sloveniji zagotovo premalo. No, in ekstremizmi, to socialna omrežja to spodbujajo, žal pa tudi nekateri ljudje v nekaterih strankah, tako na levi kot na desni, in na koncu, mislim, na koncu so pa ljudje zaradi tega zmedeni, nesrečni, razdvojeni. Sama pravim, mi smo en narod, lahko imamo različna mnenja, soočimo jih, pogovarjajmo se, pa vendarle živimo v skupni državi, za nas vse je to naša domovina in ni potrebe, da se grdo gledamo, če o nekaterih stvareh različno razmišljamo. Ampak nekateri svojo politiko žal gradijo na delitvah. To je pa že znano iz zgodovine. No, če je mogoče še kako vprašanje. No, če mogoče se vrnemo na Gorico in Novo Gorico, ko bosta skupnej Evropski prestolnici kulture, sta pa že prej dokazali, da znata biti tak, kako bi rekla, za vzor marsikomu znotraj Evropske unije. Vi ste o tem v Bruslju govorili, razpravljali, veste o tem, mislim, ne vi kot pač Ljudmila Novak, ampak kot inštitucija, Unija sama. Ja, glejte, sej smisel tega Evropske prestolnice kulture je v tem, da spoznavamo kulturo mesta, da damo priložnost določenim mestom, da vsi Evropejci pridemo v čim večji meri tja. Takšno sodelovanje ob meji je pa še posebej zaželeno. In tudi, če imamo občasne meddržavne probleme, po drugi strani pa te občine, obmejne občine v večini primerov dobro sodelujejo z vsemi sosednjimi državami. Tako da veliko županov, recimo v času, ko smo imeli težave z Hrvaško glede mejnih problemov, so župani večkrat rekli, ampak mi pa dobro sodelujemo, mi se pa vse dogovorimo. In to je tista priložnost za ljudi ob meji, da se lahko družijo, skupaj kaj naredijo in na ta način se dejansko celotna unija bolj poveže. Nenazadnje so tudi določena sredstva temu namenjena, skupaj delajo različne projekte. Jaz sem vedno vesela, ko vidim, da znajo ljudje med seboj sodelovati na kateremkoli področju, tako čezmejno je pa lahko to še posebej zanimivo. No, in kot ste prej rekli, da do leta 90 je bilo drugačno vzdušje tudi do Slovencev v zamejstvu, a ne, seveda, ker smo pač imeli različne državne
sisteme, na eni strani demokracijo, na drugi strani še komunizem. Tudi zaradi tega je bilo včasih kar nekaj predsodkov, tako v eni, drugi ali tretji državi. Ko smo pa postali demokratična država, potem ko smo postali del Evropske unije, pa se mi zdi, da je bilo teh napetosti manj in smo se nenazadnje čutili tudi bolj razumljeni, bolj povezani. Morda sedaj mi je uspelo. Dajmo pohiteti, da bo držalo. Ja, evo me. Ne, sem menjal telefon, zdaj bi moralo delati. Vprašanje, ki sem ga želel dati, je to vezano na vlogo Slovenije v Evropski uniji. V odnosu do držav bivše Jugoslavije, ki se nekako... Prosim? Me slišite? Ja, izvoli naprej. Bivše Jugoslavije, ki bi se morale približati nekako ali pridružiti Evropske uniji. Moj vtis je, da Evropska unija je veliko ali si še vedno pričakuje veliko od Slovenije v smislu ene povezovalne vloge, ene take vloge kot država, ki je še najbližja in tista, ki najbolj pozna to realnost. Zakaj, to je moj vtis, zakaj se Slovenija otepa te naloge in te vloge? No, tega občutka nimam, da bi se Slovenija te vloge otepala. Zdaj celotna Evropska unija oziroma proces tega pridruževanja je nekoliko zastal zaradi vseh kriz, ki jih je Evropa zadnje čase reševala. Veste, da smo imeli 2008 in v tistem obdobju finančno krizo, 2015 migrantsko krizo, potem se je zgodil Brexit, zdaj je ta pandemija. In enostavno so bili ti problemi tako v ospredju, da ni nihče govoril o novih članicah, o sprejemanju novih članic, ker smo se s tem najbolj intenzivno ukvarjali. No, lahko rečemo, da v zadnjem obdobju je Evropska unija in seveda na koncu to sprejemajo države članice, ne Evropska unija kot celota, ker mora vsaka država dati soglasje za to. Torej je prišlo do tega soglasja, da želimo nadaljevati s tem procesom sprejemanja novih članic, zato smo dobili tudi nove kandidatke, Severno Makedonijo, ne pa Albanijo, pa to se pravi, da se ta proces nadaljuje, seveda pa pod pogoji, ko bodo te države izpolnjevale pogoje, ki so zahtevani. Za Evropsko unijo je Balkan tudi strateškega pomena in če se te države ne bodo priključile Evropski uniji, jih bodo pa potegnili kam drugam, kar se tudi nenehno dogaja. No, Slovenija v času predsedovanja bo zagotovo, Balkan bo tudi ena od tem, ki bo v ospredju in želi na tem področju narediti korak naprej. So se po zadnjem času dogodile tudi nekateri, ne vem, kako bi rekla, afere ali pa neki non-paperi, pa to je pa spet do neke mere povzročilo neko nezaupanje tako do Slovenije kot glede odnosov na Balkanu. Sama menim, da te države morajo postati del Evropske unije, seveda pa so njihove demokracije še zelo šibke in tudi sicer imajo veliko težav in zato je ta proces sprejemanja ali pa prilagajanja njihovih sistemu Evropske unije kar bolj počasen. Še nekaj zelo na hitrega. Mislite, da obstaja prostor v Sloveniji za eno zmerno desnico oziroma za eno slovensko Angelo Merkel? Ja, vedno obstaja prostor za dobre politike, dobre stranke, dobre ljudi. Je pa res, v Sloveniji imamo kar precej strank. Na desnici pač je ena stranka tako prevladujoča, da druge težko dihajo včasih.
Zato je mogoče to, kar neka zmerna krščanska demokracija bi takšna po evropskem vzoru, po nemškem vzoru, verjamem, da bi lahko Slovenijo v marsičem bolj povezala in poenotila. Hvala. No, če mogoče še kak kolega ali kdo drugi, ki sodeluje še za eno vprašanje, imamo dovolj časa. No, bom pa jaz postavila še eno vprašanje, preden se poslovimo. Slovenija bo, kot ste sami omenili, predsedovala Svetu Evropske unije v drugi polovici tega leta. Prav v tem času, ko naj bi se Evropa začela dvigovati iz ruševin pandemije, kako se Slovenija pripravlja na ta izziv? Ja, Slovenija se intenzivno pripravlja. Seveda zdaj zagotovo je bila vlada zelo zaposlena tudi z reševanjem te pandemije, domače krize in vseh teh zadev, ampak vendarle vsa ministrstva se zelo intenzivno pripravljajo, tudi evropski poslanci smo vključeni, nas seznanjajo s programom, kako bomo sodelovali, kakšni dogodki bodo. Je del negotovosti tudi zaradi tega, ker bi radi pripravili veliko dogodkov v živo, pa bo verjetno, ali ne vemo, neka negotovost je, prejšnje države praktično niso mogle v živo skoraj nič pripravljati. Mi vseeno upamo, da neki dogodki bodo, neke hibridne zadeve, kot včasih pravimo, nekaj v živo, nekaj po online in tako naprej. Želimo seveda, da bi bilo predsedovanje vse tako uspešno, kot je bilo naše prvo predsedovanje. Tako da mislim, da bodo strokovnjaki, ti, ki delajo na ministrstvih, ki so zadolženi za posamezne dosjeje, področja, da bodo svojo vlogo dobro opravili. Če se nam bo pa kaj zalomilo pri političnih vprašanjih, takih splošnih, to je pa drugo vprašanje. Upajmo, da bomo vendarle dobro predsedovali. Tako, če se vsi strinjamo, se potem tukaj zaključuje naše srečanje z Ljudmilo Novak. Vsem se lepo zahvaljujemo za to, da ste si vzeli čas, posebej gospe Novak, za ta zelo zanimiv pogovor in najlepša hvala in prijetno nadaljevanje večera, kar ga še ostaja. Hvala tudi vam za povabilo, hvala za srečanje, vaše vprašanja, poslušanje. Sem prav vesela, da sem vas nekatere videla, vsaj na sliki, nekatere pa po imenih. Tako da z veseljem bom spet prišla, ko bo to mogoče, da skupaj doživimo kakšen praznik. No, mi vas pričakujemo. Ja, hvala, lepo pozdravljeni.